Dober dan, to je N1 studio. Po dolgih mesecih usklajevanja in piljenja je danes na klopeh poslank in poslancev spremenjeni zakon o zaščiti živali, ki naj bi prinesel večjo zaščito živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. A pomislekov je veliko. Kritična je veterinarska stroka, pa kmetje, parlamentarna zakonodajno-pravna služba in tudi opozicija. Zakonu se obeta celo ustavna presoja. Z njim niso zadovoljna niti društva za zaščito živali. Je torej to najboljši mogoči kompromis, če zakonom v resnici ni zadovoljen nihče, ali bi dejansko morali spisati povsem nov zakon? Z mano v preddverju velike dvorane Državnega zbora sta dve poslanki, ki sta danes ob razpravi tudi največ govorili. Prvo podpisana pod novelo zakona Meira Hot iz koalicijske SD. Dober dan. Dober dan. In predsednica odbora za kmetijstvo iz opozicijske NSI, Vida Čadonič Špelič. Lep pozdrav tudi vam. Dober dan. Spoštovani poslanki, začneva midva, gospa Hot. Kot rečeno, zakon se je pred to današnjo sejo in dokončno potrditvijo še spreminjal. Nekatere rešitve so izpadle ali pa so bile modificirane. Kaj novega torej prinaša? Zakaj bo živalim odslej, potem ko bo stopil v veljavo, če bo bolje? Jaz bi najprej se dotaknila vašega uvoda. Mislim, da je nekoliko zavajajoč, ker tako slišati je, kot da so absolutno vsi proti. Mislim pa, da je vprašanje kompromisa tisto, ki je v tem primeru vprašljivo. Namreč koalicija se je zelo trudila biti in ustvariti kompromisni predlog, ampak na drugi strani interesne skupine, ki ste jih na začetku navedli, pa niso bile pripravljene stopiti niti koraka nazaj. Društvo ne bi rekla, da so proti zakonu, zelo ga pa podpirajo ljudje. Tu gre za vprašanje spreminjanja tudi neke vrste mentalitete v družbi. Z tem zakonom mi želimo v praksi dejansko preprečiti preventivno, že preden pride do hudih primerov mučenja, torej slaba ravnanja z živalmi, na način, da lahko se opozarja na pravilno ravnanje z živalmi, predvsem, da se sproti recimo zbira dokazno gradivo, ki potem lahko veterinarski inšpekciji pomaga pri nadaljevanju postopkov. Prav tako se uveljavlja specialna inšpekcija, z tem zakonom se krepi kadrovsko veterinarska inšpekcija, uvaja se 15 specializiranih inšpektorjev, ki bodo na terenu. Prehodni hlevi, potem določbe glede prepovedanih ravnanj, o tem, da se psov recimo ne sme več zapirati po cele dneve v kletko in jih ne peljati ven na sprehod. Mi velike anomalije vidimo ravno v mestih, pa je celotna ta 10-mesečna razprava se v resnici fokusirala na popolnoma drugo področje. Torej, gospa Čadonič Špelič, vi ste bili do tega zakona kritični praktično že od samega začetka. Kaj vas najbolj moti in ali torej menite, da je pri nas za živali tudi zakonsko v tem trenutku ustrezno poskrbljeno? Za živali ni nikdar ustrezno poskrbljeno, torej vedno se moramo truditi, da bi bilo še bolje in tudi namen tega zakona je takšen. Je pa ta zakon žal zelo slabo nomotehnično, pravno, procesno napisan in na to smo že opozarjali veterinarji, ker poznamo prejšnje zakone in vemo, kako se zakoni izvajajo, pa tudi druga stroka, posebno pravna. Kmetje pa so razumeli na nek način, da je to tudi napad na njih, saj ti tako imenovani kvalificirani prijavitelji bojo pravzaprav lahko prišli do njih, tudi slikali, zdaj sicer v prisotnosti veterinarskega inšpektorja in potem bojo ta material tudi uporabljen v procesu proti njim. Jaz mislim, da bi bilo veliko modreje, če bi se stroka in vsi, ki si želimo živalim pomagati, in tukaj tudi mislim poslanke in poslance koalicije, da bi se usedli in upoštevali naš slovenski pravni red, kajti postavlja se vprašanje, ali so določeni členi pravzaprav skladni z slovenskim pravnim redom oziroma z ustavo in napisali zakon, ki bi bil izvedljiv. Največja škoda bo pravzaprav ta, da bo moral zakon romati na Ustavno sodišče in če bo tam ustavljen, za živali nismo naredili veliko oziroma nič. Treba je pa še eno stvar povedati, da v zakonu nismo se dotaknili v tem trenutku največjega problema. To so prenapolnjena zavetišča in tem bi bilo treba pomagati in zelo kmalu bo treba priti z novim zakonom. Če lahko kar odgovorite, gospa Hot, kako torej se lotiti prenapolnjenih zavetišč? Gospa Čadonič Špelič pravi, zakon tega ne ureja in seveda tisto, kar je bilo
tudi danes skozi razpravo videti največje jabolko spora, kvalificirani prijavitelji, ki bodo lahko, torej, če bodo zaznali kakršnokoli kršitev, mučenje živali, zanemarjanje, karkoli v zvezi s tem, dejansko o tem obvestili, reagirali. Torej, če lahko razdelamo najprej to dvoje. Zdaj, kot prvo, kar sem videla tekom tega procesa, je, da je veliko manipulacij okoli tega zakona, pa zdaj ne mislim strani medijev ali česarkoli, ampak bere se ga zelo površno pa parcialno. Recimo pri kvalificiranih prijaviteljih. Poimenovani so tako zaradi predloga vlade. To je vlada v svojem mnenju zapisala, da bi bilo jih bolj primerno poimenovati kvalificirani prijavitelji. Tekom tega postopka smo ugotovili, da v Italiji že od leta 2004 delujejo varuhi živali. Varuhi živali, ki so v bistvu društva s posebnim statusom, zelo podobno kot naša društva, ki to opravljajo na prostovoljni bazi, ki predhodno opravijo izobraževanje, delujejo pa na področju zaščite živali, pazite, kot uradne osebe. To pa je izjemno, to pa je res visoko pooblastilo delovanja, česar mi v takšnih primerih nismo naredili. Hočem povedati, to, kar se uvaja, to ni noben unikum, to v resnici se v praksi že sedaj izvaja, mi smo samo zapisali jasne pogoje in pooblastila navodila, kaj lahko društvo, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, počnejo. Zelo me žalosti na osebnem nivoju, to pa moram poudariti, da so ta društva bila v tem zakonodajnem procesu deležna tolikšnih napadov. To so ljudje, ki na terenu požrtvovalno, dnevno, prostovoljno delujejo in rešujejo živali. Očitano je bilo, da se na ta način njim predaja neke naloge, ki bi jih morala izvajati država. To absolutno ne drži. Oni jih že sedaj izvajajo, ko te živali rešujejo, ker to je izvirna pristojnost tako države kot občin, to ni pristojnost društev. Osebno sem jim hvaležna, da kljub vsem polemikam so še vedno bili pripravljeni priti tako na javno predstavitev mnenj, ker so zelo neposredno povedali, s čim se soočajo. Poslušajte, ko 5-krat, 6-krat, 7-krat prijavite eno in isto dejanje inšpekciji in ta ne ukrepa, pol je normalno, da se vprašaš in razumeš, da nekaj v sistemu očitno ne deluje. In ni dovolj samo kadrovsko ukrepiti, potrebno je delati več na prevenciji. In to je naloga kvalificiranega prijavitelja. Še nekaj, etično in moralno smo mi absolutno na pravi strani, sledimo res nekemu pravičnejšemu življenju tudi v odnosu do okolja in do živali. Odnos do živali, sem velikokrat rekla, je tudi ogledalo družbe in verjemite mi, da kdor živalmi enostavno ne ravna primerno z ljudmi, še slabše ravna. Torej tukaj tisti, ki bo dal presojo ustavnosti, to sem že na seji danes povedala, jaz se samo sprašujem, katera stroka se čuti izigrana ali pa katere stroke so pravice in svoboščine bile kršene z zakonom o zaščiti živali, pri čemer samo daješ neke dodatne naloge društvom. Vidite, stvar je zelo kompleksna in je težko v 2 stavkih sploh pojasniti. Torej, samo dodatne naloge društvom, torej samo formalizacija dejanskega trenutnega stanja, čeprav razumemo, gospod Čadonič Špelič, odkimavate. Zakaj? Ne, ni bilo niti potrebno formalizirati tega stanja, ker dejansko že v trenutno veljavnem zakonu imajo društva tako rekoč vsa ta pooblastila. Dejstvo pa je, da je presedan, da bojo ta društva lahko nadzirala delo uradnega veterinarja in ta jim bo moral poročati o svojih ugotovitvah. In če ne bojo zadovoljna, bojo ta društva potem skupaj z uradnim veterinarjem ustanovila eno komisijo in ta komisija bo odločala o tem, ali je dotični uradni veterinar pravilno ali nepravilno odločal. Glejte, in tukaj gre pa za čisti postopek o inšpekcijskem nadzoru, ki je tukaj absolutno kršen. In zakaj bojo verjetno dali veterinarji ta zakon na Ustavno sodišče? Zaradi tega, ker bo ta zakon lahko pomenil coklo v njihovem postopku. Mi si pa želimo, da so postopki tako čisti, da na koncu pride do obtožbe oziroma obsodbe na sodišču. In tukaj ne gre dogovorno in tukaj ne gre nič z dobrimi nameni. Tu gre za jasno upoštevanje procedure vseh zakonov, ki ta trenutek veljajo, da pride nekaj pred sodišče. In tukaj se jaz bojim, da smo naredili škodo zaščiti živali. Zelo kratka bom. Kot prvo, sestavo komisije smo tekom procesa spremenili, nevladnikov v tej komisiji sploh ni. V tej komisiji so po novem predlogu zakona pravnik,
predstavnik Nacionalnega centra za dobrobit živali in veterinarski inšpektor. Torej v bistvu ni nikjer nobenega društva, da bi nadziral delo veterinarjev, to delo nadzira torej stroka, ker je tako sestavljena komisija. Kot drugo, to je pa zelo potrebno poudariti, ker to je veliko nerazumevanje bilo. Sploh ne gre za vsak primer. Veste, kdaj bodo oni lahko dali dodatno preveritev dejanskega stanja? To pomeni, da še ni nobene odločbe, da je samo zapisnik, samo v primerih hudega mučenja in ko je ogroženo življenje živali. Mar ni tu javni interes zaščititi žival? In bom na tej točki zaključila, ker mislim, da nima smisla dodatno polemiziranje, ker je to dodatno polemiziranje tisto, ki sproža vse te debate v javnosti in sproža tudi pri ljudeh neko nerazumevanje in strah, ker se pač z dejstvi konstantno obrača. Jaz pa mislim, da je ravno javni interes res ta, da pride na koncu do tega, da je mučitelj, torej povzročitelj kaznivega dejanja kaznovan. Tu se pa strinjava. In jaz se samo bojim, da bo recimo ta komisija in sploh postopek, v katerem bo sodeloval še nekdo zunanji, da bo lahko obremenilen pred sodiščem. Kajti zakon o inšpekcijskem postopku ne pozna tako imenovanih kvalificiranih prijaviteljev, ne pozna takšne komisije. Torej postopkovno je stvar popolnoma zgrešena. Samo še eno. Ustava jasno določa, da lahko daš tudi civilni družbi v izvajanje določene naloge državne uprave. Tako da ne drži, da nikjer to ne obstaja, to že v sami ustavi je določeno. Imate naravovarstvene nadzornike, imate lovske nadzornike, skratka na veliko področjih to je, polemike so se pa sprožile na področju zaščite živali. Nam je najpomembnejše, da se ukrepa in da če gre za hud primer mučenja, ko je ogroženo življenje živali, še enkrat, da se to žival reši. To nam je prioriteta. Mučitelja pa je potrebno kaznovati tako v kazenskem postopku, to se spreminja z kazenskim zakonikom, kakor tudi mu prepovedati kakršnokoli ponovno skrbništvo in lastništvo živali. To pa je sploh nujen predpogoj. Ne velja, se to je problem, ker se ne izvaja. Hvala lepa. Dobro, bomo na tej točki zaključili, spoštovani poslanki, gospa Vida Čadonič Špelič, gospa Meira Hot. Najlepša hvala, da sta pojasnili svoje stališča o tej zelo pomembni noveli zakona. Hvala lepa. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. O tem, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo z novelo zakona o zaščiti živali, bomo seveda sproti poročali na naši spletni strani n1info.si, tudi iz mobilnega studia v preddverju Velike dvorane Državnega zbora. Pa le še lep pozdrav in nasvidenje.